O koronavirusu je znanih čedalje več dejstev in vse jasneje je, da se COVID ne prenaša le med ljudmi, ampak se tudi lahko zgodi nekaj drugega. Povsem možno je, da ste okužbo prenesli na vašega ljubljenčka, medtem ko ste bili pozitivni na koronavirus. Pri nas smo zaznali sicer le 3 takšne primere, a je treba poudariti, da je bilo zanimanje za testiranje domačih živali precej majhno. Ja, povsem možno je, da ste okužbo prenesli na vašega ljubljenčka in resnično upam, da nas zdaj gleda čim več ljudi, ki poljublja svoje domače živali. Glejte, nekdo vam mora povedati, da je to negraužno. Vse je fajn, da imate radi domače živali, naj ta ljubezen ostane platonska, okej? No, zdaj, ko smo razrešili ta problem, pa nas zanima, kako sploh prepoznamo znake okužbe pri živalih. Načeloma je klinična slika pri živalih blaga. Asimptomatsko živali so navidezno zdrave. Lahko so blagi klinični znaki, prevladujejo znaki respiratornega obolenja, se pravi kašljanje, kihanje, izcedek iz nosu. Če lahko pri ljudeh okužba s covidom povzroči hujši potek, pa je pri hišnih ljubljenčkih to večinoma mačji kašelj. Mačji kašelj, ker je mačka. Ki kašlja. Okej. Pisec odpuščen, pojmo naprej, jaz sem stal od smeha, ko sem to bral, ampak okej, očitno ne deluje. Če lahko za covidom zbolijo tako ljudje kot živali, predlagam, da tudi ukrepi veljajo tako za ljudi kot živali. Se pravi, da v primeru poslabšanja epidemiološke slike zapiramo razrede v pasji šoli. Oziroma bo le to obiskovala samo prva triada. Pa še ta bo namesto nagobčnikov morala nositi maske. Vem, da zveni grozno, ampak vseeno veliko boljš kot pasja šola prek Zooma. Jaz svojega Bobija ne morem naučiti, da tačko da. Kaj šele, da da tačko na miško, pa 2-krat klikne na ikono. No, vsi človeško-živalski prenosi pa niso tako nedolžni, še posebej, ko govorimo o divjih živalih. Da je prenos virusa živali na človeka lahko resna grožnja, že ves čas opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ki svari pred prodajo živih divjih živali na tržnicah s hrano. Suspending unsafe sale of live mammals for food will reduce the chances of a virus spillover in the future. Lepo, da strokovnjaki opozarjajo, naj se ne kuha divjih živali, ampak jaz mislim, da to počnejo v napačnem jeziku. Nočem izpasti rasist, ampak Majda z Brezovce ni skuhala tiste netopirjeve župe, ki je vse to začela. Oprostite. Nekako ni del slovenske folklore, da se sprehajaš po hosti pa rečeš, le to čudno žival. Marjan, daj vodo zavri, bomo not vrgli, da vidimo, kakšen ima okus. To je pač razlika med nami pa Azijci. Pri nas se kaj takega ne bi moralo zgoditi, ker Slovenci čudaških živali ne jemo. Mi samo pijemo njihove izločke. Nadaljujemo pa dopustniško. Prvomajski prazniki za večino Slovencev predstavljajo čas, ko začnemo razmišljati o dopustu. No ja, če pogledamo vremensko napoved, razen če se zatipkamo in Slovenija črkujemo z T-E-N-E-R-I-F-E. Pa zgleda veliko boljš. Poleg lepega vremena je glavni letošnji kriterij za izbor destinacije še varnost pred virusom. Ravno na to pa opozarja vodja konzularne službe Andrej Šter. Da nasedemo na tisto, k nam pa pridite, pri nas pa korone ni. Torej, tisto se pa ponavadi izkaže kot brez osnove in pravzaprav zavajajoče, včasih tudi nevarno. Kot lokacije brez covida se recimo oglašujejo določene afriške države, kar pa je treba vzeti z rezervo. Ker ni res, da tam covida ni, samo tam se z njim ne obremenjujejo. Kar je tudi razumljivo, če moraš spati pod mrežo, kjer te lovijo malarični komarji, zunaj pred kolibo se pa sprehaja lev pa 2 tipa z mačeto. Ja, covid je najmanjša izmed tvojih skrbi, se meni zdi v tem primeru. In ravno zato, ker nam varnost pomeni največ, se bo večina Slovencev na dopust odpravila tja, kjer se počuti najbolj domače, na Hrvaško. Obljubljene dežele južno od Sečovelj si nekateri želijo celo malce preveč. 6 Slovencev s ponarejenimi testi je želelo na Hrvaško vstopiti prek mejnega prehoda Sečovlje, 8 pa na mejnem prehodu Dragonja. Pri vseh se je izkazalo, da se pred odhodom na pot sploh niso testirali. Hrvaška policija bo vse polnoletne med njimi tudi kazensko ovadila. Kako točno so ugotovili, da gre za ponarejene teste, zaenkrat ni znano. Neuradno naj bi hrvaške policiste na Dragonji zmotilo, da so bili izvidi napisani v fontu Comic Sans, carinike v Sečovljah pa, da so bila potrdila osebnega zdravnika napisana na roke.
In to s čist preveč čitljivo pisavo, da bi lahko bila zdravniška. Pogumne popotnike, ki bodo najbrž končali na sodišču, pa seveda razumemo. Vsi bi se radi odpravili tja, kjer imamo lepe spomine. Vendar pa je potrebno vedeti eno stvar. Neprijetno je za tiste, ki pričakujejo, da je tam turistično vzdušje tako, kot je bilo pred 2, 3 ali več leti, no tistega turističnega vzdušja pa ni. Ja, samo zato, ker ste pred 2 leti v Zrčah doživeli najboljšo žurko svojega življenja, še ne pomeni, da jo boste tudi letos. Ker takrat se je na plaži gnetlo lepih deklet, DJ je rolil hudo muziko, danes pa tam letuje druga generacija. Ta isti DJ pa na isti mešalni mizi peče palačinke. Tako malo je bolj žalostno. Pred rezervacijo dopusta na Hrvaškem pa vodja konzularne službe svari še pred sledečim. Ker od reke navzdol je hrvaška obala zelo izpostavljena dnevno zdravstvenemu tveganju, incidenca bolezni je visoka. Mater, te pa zamoril. Ta šter je pa tako en krek za dopustovanje. A ni? Samo malo, kaj pa če je to ista oseba? Režija, a lahko dodate brado na tole fotko? Sem vedel, da je to on. Isti. Kot se kaže, bo večina Slovencev dopustovala na domačih tleh, poleg omejitve, da lahko vsak hotel, ne glede na velikost, oddaja le 30 sob. Hotelirjem težave predstavlja tudi naslednji ukrep. Zelo problematično je tudi to, če je slabo vreme, pa tako kot je napovedano ta teden, kam bojo šli po 7 uri gosti. Vse restauracije se zaprejo ob 7. Sam res, kaj bojo hotelski gostje počeli po 7 uri? A bi se v hotelski sobi dalo zvečer karkoli početi? Mislim, ne vem, a obstaja kaj takšnega, s čim bi se lahko popestrili dopust, ne vem. Vem, načeloma bi lahko delali nekaj, kar se lahko izvaja tako v hotelski sobi, kot tudi na ležalniku ali celo v bazenu. Dobro veste, o čem govorim. Tudi gospod ve, kaj mislim. Po 7 uri bo prišel, bo v sobi gledal televizijo, ne vem, a bi vi prišli na dopust, da gledate zvečer televizijo? Ja, dejansko bi. Zveni žalostno, ampak trenutno bi rade volje šel v hotel pa gledal televizijo. Ja, če to pomeni, da mi ne bilo treba biti doma, pa sem takoj za. Toliko za danes o koncu sveta. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.